29-letni Nino Batagel iz Ljubljane je poln energije in skoraj vedno nasmejan. Dejstvo, da je zaradi nesrečnega skoka že 7. leto na invalidskem vozičku, ga, tako pravi, osebnostno ni spremenilo. Še naprej uresničuje svoje odštekane adrenalinske podvige ter se veseli prihodnjih plavalskih in kariernih uspehov. Tetraplek sem postal leta 2009 ob skoku v vodo, ko sem končal z zadetkom v skalo. Pač so me rešili takoj, prvi atlik smo bili skupaj v adrenalinskem parku še pred temu. Potem pa me je čakala rehabilitacija. Ja, ta proces traja leta. Ni tako, da se čez noč kaj zgodi ali pa spremeni. Potem pa počasi poskusim z napakam se učiš. En dan lahko to, drug dan ne moraš, potem lahko še več. In tako postopoma, po malem gre. Čist po malem. Do te mere pač imam srečo, da sem se uspel popolnoma osamosvojiti nekako v vsakdanjem življenju, to ne vem, od vožnje avtomobila, kuhanja, nakupi, sprehodi, druženje. Kakor je bilo meni nenavadno biti na vozičku na začetku, je tudi tistim okoli tebe nenavadno te videti na vozičku, ker te ne poznajo tako, da si na vozičku ali pa da si poškodovan. Ampak pol listo počasi, potoma se sprejme to kot dejstvo in moram reči, da prijatelji krogi so kar ustali in se širili, no. Kljub dolgotrajni rehabilitaciji je Nino Batagel uspešno zaključil študij in se podaja v iskanje zaposlitve. Pred kratkim sem diplomiral na Inštitutu in Akademiji za multimedije, medijsko produkcijo, zdaj pa novim ciljem naproti, ne. Saj ideje imam, glavo imam, znam kaj organizirati, sploh glede snemanja, montaža mi gre tudi dobro, tako da ne vem, mislim, da tukaj ne igra, je kvečam prednost moja invalidnost za delodajalca, ne, kakšne bonitete dobi, zagobi pa mislim, da čisto nič ne, če mene zaposli. Pa niso navadni, ne, ker so jih učili, da invalid nič ne more narediti, ne. Ampak to se spreminja, no, tudi oni vidijo, da invalid lahko čedalje več stvari, da smo lahko tudi aktivni državljani, ne, da ni si samo v penziji in da jemlješ dar. Čeprav mu je skok v vodo spremenil življenje, plavanje zanj ostaja najljubša oblika rekreacije. Saj ni voda kriva, da sem se ponesrečil. V bistvu je moja želja, da bi ujel tisto žogo, ki je v vodo padla. Tako da sem v bistvu sam kriv za nesrečo, ni nobena voda ali pa kaj podobnega kriva. Plavam hrbtno, prosto, pa nekaj malo delfina. S tem, da sta hrbtno pa prosto pri meni zelo podobna. Po mojem trening meni da isto kot vsakemu drugemu športniku, nekomu, ki nekaj trenira, ne, neko samozadovoljstvo, neko zadovoljstvo potem, da se izpopolnjuje, da dela nekaj dobrega, novega. Drugačno sploh gibanje v vodi mi pa daje svobodo neko, no, ker se lahko premikam res, kot si želim, kadar si želim. V svoji kategoriji je aktualni državni prvak v hrbtnem plavanju na 50 metrov. Ima pa še bolj ambiciozne cilje. Najbolj sem vesel, da sem uspel izpolniti normo za evropsko prvenstvo, da sem potem na tekmi v Berlinu tudi izpolnil norme za svetovno prvenstvo. Tako da nek tak kratkoročni cilj je nek zelo dober rezultat, s katerim bom zadovoljen v Mehiki naslednje leto na svetovnem prvenstvu. To, ki bomo pa videli, 4 leta, kaj bo in kako ne bo. Nino se nima za invalida. Svoji gibalni oviri se je zgolj prilagodil. Pravi, da mu nič ne manjka in da mu je novo stanje prineslo tudi marsikaj pozitivnega. Ne vem, ko ti prvič uspe eno visoko okno zapreti, recimo, že take malenkosti si zelo vesel, ne. To neizmerno veselje v doseženih nekih ciljih.
Jaz sem mnenja, da kakršnakoli poškodba ali pa težka situacija v življenju, ki se ti zgodi, še bolj eksponira to, kar ti že prej občutiš, kar že prej delaš. Ne? Če si bil prej veseljak, boš potem tudi naprej. Vidiš pa potem na koncu, da uživati možno tako na nogah, kot na vozičku. Vse se da, ampak tukaj pa rabiš kar pomoči, pa dobre prijatelje, da ti pomagajo. No? Da skupaj lahko dokažemo, da je res vse možno in to tudi dokazujemo.